Ok, zdaj mi pa zažela sreča. Tole bo zdajle, bomo videli, a bo 5 minut, ali bo pa jeba stari moj, pa bo spet se vse skupaj zakompliciral. Evo, nekaj gumice sem nabavil. Zdaj pa, zadnje ploščice. Mislim, da so zadnje bile dobre, da nisem kupil novih, grem pogled. 1. marec, evo ga, danes je pustna sobota, se mi zdi. Glej tole, stari. To ti je naprava za ležaje. Jaz kmet včeraj nabijam s kladivom. Ka bi lahko komod ta ležaj stisnil in ne bi nobenega stresa povzročil, pa tega. Ok, ta je padel sam od sebe, ta je tudi sam od sebe. Komod bi jih lahko dol noter, jaz se nisem spomnil, idiot eden. Zakaj? Ker ne razmišljam. Ker gledam druge, ker sem mislil, da bo to pek padal in nisem se spomnil na to. Veš, koliko mi je zdaj žal, kar boli me srce. Ampak vseeno, glej. Tega pa čakam, sem ga v Tuliju najdel, drugega proizvajalca, pa naj bi ga dobil kar hiter, no. Tako da ga bomo zamenjali pa dosti ceneje, 17 €, je pa neki avstrijski NK, on je bil pa NSK, japanski. Tako da kaj zdaj delam, evo računalnik, zdaj le dajem iz diska, gor na komp, vso mojo, kako bi rekel, vso video vsebino, katero sem jaz snemal, ko sem sestavljal motor. Zakaj? Ker zdajle se bom lotil se bom malo brems pa tega, pa kakšen nosilček bo gor, da se saj malo premakne, ne. Da nimam občutka, da nisem nič naredil, ker me glava boli za tisti včeraj ležaj. Rado sem malo pizda živčen, vamo tam in je šlo vse na K. Tako da zdajle se bomo lotili, ampak glej, kako lepo to izgleda. Zdaj se bomo lotili dejansko, tele sprednje čeljusti bom dal gor. Te sprednje čeljusti so narejene, to bom dal gor. Pa mogoče bom dal še zadnje čeljusti. V bistvu jih lahko dam te gor, pa pol ploščice posebej dal gor. Tako da zdaj se bom tega lotil, pa tukaj v spodu, zad imam po moje tale spreden, tale nosilček bom dal gor. Veš, tole, to pride tam gor, tole nosi števce. Čakam pa itak iz Velike Britanije še neke stvari, se pravi pena za okoli števcev pa to. Tako da, brez veze, da govorim, gremo se loti dela. Se pravi, iz moje pištole se kadi, kaže zadnje izdekljaje. Zdaj bomo dali tale ležaj not, samo ležaj not le v ledu. Tako da zdaj le to segrevam. Probali bomo s temle, da ne bomo zabijali. Tole. Pa da segrejemo. Pogledamo, koliko je temperatura. Evo ga, pa je notar. Veš, in zdaj ta ležajka ima tako, veš takoj, da je to, pač, kako bi rekel, da drži noter kletko. Je bil pa malo drugačen, pizdarija. In sem si mislil, kako prije not olje, ka pri temu lahko prije olje. Saj tudi pri unmu tudi, sam nisem vedel, kako je, tukaj se boš videl. Ne vem, kje začeti, ne vem, kva početi. Rekel sem si, da bom dal dejansko sprednjo čeljust gor, da se saj malo premika, kar ratam živčen, če nič ne delam, oziroma če nič ne grem naprej s projektom. Ne vem, ta moja paranoja ali karko že. Preden sem začel snemati, sem še popravil tukaj navoje. Prijeta dva nova vijaka. Popravljen navoj, brez podložke, kot sem videl, da je bilo. Zdaj pa, popravil sem navoj, zdaj gre pa tole na težko. Pa dobro, kaj je zdaj to? Mogoče ta vijak ni glih fajn. Ja, ta vijak je za nič. Ne more ena stvar jeti, da ne gre tekoče. To je neverjetno. Vidno zdaj ta druga. Vem, da sem te vijake prej uporabljal in so nekaj srali. Veš, gledaj, kjer je razlika. To je neverjetno. Se pravi, vijak mora jeti v smeti. Da ga ne bi slučajno jaz kaj kam poskušal. Pa bom jaz to vse šel z moment ključi.
Četrti, tretji, evo ga, včeraj sem se nekaj igral, sem malo sestavil, nisem mi dal snemati, ampak sem zdaj tukaj, da vam pokažem dejansko, kaj sem naredil. Se pravi, sem montiral tole ročko, nastavil, se pravi, tole tačko, vse lepo malo tudi spoliral, da ni glih rjava in naredil tačko. Ugotovil sem, da so prebarvali na črno, moralo bi biti originalno sivo, ampak dokler nisem dajal gor, nisem videl. Pa sem rekel, aj naj bo kar bo. Tole smo tu dali, nič kaj preveč zavijeti, ampak je bilo kar dela. Zdaj bi vam pa rad povedal, s čim sem se danes ukvarjal. Tole, kar imamo na mizi, so zavorne cevi, in sicer tele, ki so malo rumene, so originalne. Tele, katere so pa tako lepe, šajnaste, so pa danes kupljene v Pritu. Sem šel s telemi cevmi, so mi naredili po meri, dal sem za njih 100 evrov, se pravi za te dve. Zakaj sem jih zamenil? Pa ne vem, tja se, pač zato, da lepše so, novejše so, ampak vse je lepo in prav. Ugotovil sem, da tale nastavek ne paše, se pravi, zmeril sem, širino je enaka. Pogledal sem s korakom, se pravi tistim za korake, s temle en korak, isto, ampak ko hočem to prešraufati sem not, noče jeti not, pride dva navoja in konc. Tale pride lepo not, tale pa ne. In sem pač probal v eni teli tesnika imam, noter zaviti, do 3 navoje pride, pa že dela navoj, se pravi, korak je drugačen. In jutri moramo prita, videti, vprašati, v čem je problem. In ne vem, ali mi dajo nove, drugačne te, ker vem, pri originalu se, čakaj, tukaj tako veš, se vrti. Tele njihove se pa ne vrtijo, že to me moti. In če ne bodo imeli, bom mogel dati pač originalne stare gor. Cel dan sem ganjal tole, posod sem bil, delal in zdaj sem hotel sestaviti zadnjo bremzo in ne bom. Tako da, to je najnovejši update. 5.3. evo ga, nazaj pri motorju. Dejansko sem tukaj že 2 ure preučujem in študiram, kako sestaviti zadnji zavorni sistem. Hodim v trgovine po različne matice, vsakič vidim, da mi kakšna manjka, tako da grem ne parkat. Zdaj sem si nekako pripravil teren, da to vse skupaj sestavim. Danes sem predtem bil že v trgovini za cevi in dejansko tisti nastavki, priključki so bili preveč pocinkani in niso šli v moj zavorni cilinder. Tako da so oni malo popravili navoj in dejansko zdaj paše. Tako da zdaj brez da govorim, grem mi tole probat sestaviti. Je pa tako, ful mi je težje sestavljati, kar razstavljati, ker dejansko treba razmišljati, kako vse skupaj pride. In pol še snemati zraven je kar napor, tako da zato sem tudi v strani sestavil. Mislil sem še tole, da nam posnemam, pa sem rekel, ajde bom požgal kamero, pa kakor bo. Spravi, vidiš, tale mehanizem sem dal skup, saj upam, da je prav skup. Vidiš, malo smo spucali, malo smo zbrusali, novo matico smo dali, prebarvali smo, zdaj pa tole gre tukaj gor, kakor se jaz spomnim. Tole. Zdaj enako je, ko sestavljaš, upaš, da po pravilnem vrstnem redu sestavljaš. Zdaj tele moram matice zategniti. Od 13 korridora. Vem, da se ne vidi dobro, ampak nimam prostora v garaži. In je pač tak glub kot. Pa zdaj tale takole. Ta naj bi bil tako, saj mislim. To je zdaj to. Že moram pa tega predvsem not. Ok, zdaj lepo krepkem študiranju sem ugotovil, da cevi nimam, bom prabil staro, imam tele nove. In postopek je sledeč, tukaj vmes gre med amortizerjem spodaj. Tukaj je en šravf,
Gledaš videl, kva sem delal, tole sem zdaj gor tukaj natikal, ne. Veš, tole je zdaj. In tole prije tukaj not. Meni je bolj logično, da gre tukaj not, ampak tako je bilo. Ker zdaj gledam tole cevko, ne, že original je bila kar dolga. Ta je pa malo daljša, pa malo tukaj dol visi, ampak malo sem pogledal slike, očitno tako mora biti. Ta spacer gre sem. Spacer, sem rekel. Ok, zdajle sem se tega lotil. Tole sem zdajle naredil sestavo. Vidiš, malo sem spoliral, dal skup. In zdajle tole gre sem gor. Še predtem damo tele dva. In to je to. Sploh ne zavedate, koliko je to živcev. Tiš, Dino, ne smeš to metati potlej. Daj neki, no, daj drž. Jebem ti. Ne bi jaz to prej popravil. Ne bi zdaj, se to vmes spomniš, a veš. To se pa spomniš vmes. Dobre, to ne bom nič prišraufal še. Zdaj pa ta dva velika. Ta krivina se zaleti sem gor in ne morem dati v luknjo. Glej to. Glej to, pa to je neverjetno. Glej to. Ta krivina, ker je predolga, ker ni original. Školiko mi fali. In zdaj bi rabil tukaj distančnik. Ali pa vezica power. Ker tam, veš koliko je glupo. Veš, ker ni original, gledaj, pokažem. Ker ni original, ta kurac se ne vrti. Se pravi, to zajlo ne morem vrteti, kolikor mi paše. Ker je ta matica fiksna na to, ne. Zdaj pa tukaj, ko priješ ti gor, gled, takole. Gled, kam se zaleti to govno dolgo v pizdu materinu. Drugače, original je manj. In gled zdaj, kaj naj zdaj naredim? Ja, nič. Vezica edina, ampak to ni to. To je neverjetno. A veš, da bi zajek vsaj tako, kakor tukaj, veš, kaj je ta mastica prosto in ti lahko to obračaš, ampak tukaj ne moreš obračati, tukaj ne moreš obračati. Jaz bi to malo odvil, tega bi obrnil, zavil, ne gre. Jebem ti aftermarket. Kaj zdaj treba? Treba ga malo zarotirati. Ampak če ga zarotiraš, je pod napetostjo, veš. Ni to to. Če bi to bilo, to je neverjetno. To, in zdaj si v problemu, vidiš. In zdaj si v problemu. Lej, a ti veš, ko to prije, leto. Leto. Ko zdaj ta zajla, veš, malo pod napetostjo. Še na krivo. A še na gumo drajsa, top shit. Eto. Še na gumo drajsa, top shit. Zdaj, kako se testira še v stiku. Preprosto vzameš voltmeter, daš tukaj na piskač. Ena stran, druga stran, če bi bil v stiku, bi že piskal. In ga malo potisnemo, on piska. To je treba to naštelati. To je to. Tega zategnem. 6. marec, evo ga, danes se je kar dogajalo. Prišel sem nazaj iz Splita, to je firma na Dolgem mostu, kjer imajo te cevi pa te fore, in sem bil že tretjič tam. Zakaj sem bil tretjič? Dobro veste, dejansko prvič, ko sem šel po njihove cevi, sem pač šel iskat in sem ugotovil, da ta navoj tukaj, kot ga vidite, je imel preveč cinka in ni šel noter v čeljusti. Prijem včeraj nazaj, mi popravil navoj in je bilo cool. Potem probam tole dati gor, videli ste, dejansko so tale nastavek zadnji dal fiksen, ker je fiksen, nisem mogel narediti, danes sem šel tja spet, da mi zamenjajo. Neprijazni, zelo težko muko so to naredili, tako da imam mešane občutke. Glede tega mi je pa žal, da nisem šel do Emila Koširja, kateri se ukvarja s tem in mi je tudi za S2000 naredil, ampak sem čist pozabil na njega, tako da ja, drugič obvezno grem Emilu to delati. Zdaj sem pa dobil nekaj, poglejte. In sicer končno sem dobil ležaj. Kakor se spomnite, sem ta ležaj dal noter in sem ga uničil. Zakaj sem ga uničil? Zato, ker sem imel dol, sem gledal tole plastiko
In mi je bilo, kako se ta ležaj sploh maže noter, ne? Ker se ne vidi, da kje ima prostor za olje. In je on rekel, da je to protiprašna Jure, jaz v ničem in ugotovim, da je to bila kletka. In sem vas popizdil, tole je od NSK ležaj, kao japonski, čeprav ta je narejen v Nemčiji. In za tega moraš dati povpraševanje in ga uvoziti in stane, ne vem, 20 evrov plus 10-15, poštnina tako 35 evrov. No, obstaja pa še en ležaj, NKE, to je pa avstrijski, ki pa zgleda tak. No, tak zgleda tudi od SKF-a in tukaj ti je jasno, da je to kletka. In tudi vice, kje pride olje not. Tako da taka zadeva mene ne bi begala, oziroma zbegala kakor taka zadeva. No, skratka, tole sem dobil in ta ležaj je cenej. Ta ležaj je na 22 evrov, se pravi 10-15 evrov cenej kot NSK. Ta naj bi bil boljše kvalitete, kao, ampak je ta tudi dejansko ful dobre kvalitete. Tako da sem ga zdaj dobil, zrihtala me je firma Tuli, imajo pa tudi v Kotalu, drugače tega sem dobil v MM-u. Je pa res, da sem se zdajle, ko sem se ukvarjal s temi ležaji, ful naučil. Vse te težave, katere doživljaš, ti dajo neke izkušnje. Tudi s temi cevmi sem se zdaj ful naučil, tako da jebi ga, ko boli, boli, ampak ko se naučiš, je pot fajn. Pa še eno bi rad povedal, zadevščina, padla mi je in se je tukaj okrušila. Zakaj? Ker sem 100krat hodil gor dol, sem zapel z nogo in sem fuknil in je to pol poletel po tleh. Tako da bi bilo lahko več škode, ampak ker je protiprašna, je sem tukaj, ker je padla, malo se poškodovala, ampak to skratka ne bo neke težave. Zdaj bom jaz tole lepo pospravil, zdaj se bom pa mi lotil zadnje zavore, pa tole probal dati skup. Zdaj se tale matica lepo vrti in lahko lepo zategnem. Malo je daljša, kakor bi morala biti. Mislim, zdaj lepo to cel jaz lahko štelam, kakor mi paše. Včeraj pa nisem mogel štelati, ne. Veš, ko lepo cel pride. Veš, to je zdaj to. Zakaj? Zdaj smo se jebali 2 dni zaradi te cevi, ker šalabajzeri niso znali narediti, oziroma so zajebali. Nimaš kaj. Lej, kaj sem najdel. Gelera znak. Je to. Detajli. Detajli. Samo na drugo stran. Takole. Ok, kaj imamo zdaj tle? Iskal sem zadnje ploščice. Iskal sem, nisem jih najdel in sem naročil ene iz AliExpressa. 8 evrov. Tako da, evo, dal sem, original sem v bistvu najdel. Tako da, hvala Bogu, tole bomo zdaj monterali. Potem šrauf za tole. Kam gre tole? Sem noter. Najdel. Hvala ti Bože. Tole, tukaj, plus gumica. Se pravi, to je to. Se pravi, vse stvari, ki sem iskal, sem najdel. Tole je za ključavnico. Tole ne bom uporabil, ker sem dal navadne. Tako da, hvala ti Bože, najdel sem stvari, katere so mi manjkale. Ok, gremo zdaj ploščice zmontirati gor. Bomo tukaj namazali, da ne bo škripal. Sedmi, tretji, evo ga. Zdaj sem se lotil tele bremze, sem sestavil vse skup. Nisem snemal, ker pri stvareh, ki moram biti res natančen, pa res razmišljati, se me ne da ukvarjati s snemanjem, ker mi vzema fokus, ampak dejansko sem sestavil, zdaj. A vidiš, takole to izgleda, se pravi, sem dal nov šrauf tlele. Sem šel v metalopremo, sem dobil tale nov šrauf, matica, vse. Tole sem zdajle tukaj na štelu, zategnil se, tako da zdajle, vidiš, funkcionira, malo sem lufta pustil, ampak to se itak štela s temle spodi. Tako da zdajle je vse pripravljam, tukaj sem pripravil za prezračitev in zdajle bom nalil, se pravi, DOT 4, se pravi, tole brake fluid. In bom videl, če je tole zdaj delovalo, se pravi, nova tesnila, oziroma stara tesnila so tle v zadnji, nisem novih, nova tale, spucan vse, tukaj je tudi vse spucan, se pravi, v zavorni cilindru in gremo mi tole naliti pa probati prezračati. Prav, jaz sem vzel kar takole injekcijo. Zdaj, fora tegale olja je, da moraš ful paziti, da ne poliješ po barvi, ker ta pač olja razžira barvo. Zdaj bomo nalili v rezervoar.
Pritiskamo tole, zato da pride not, se pravi olje po ceveh. Potem pa tle odpremo na tej strani tudi. Imaš dve opcije, vem, da zapreš pa pumpaš, pa spustiš. Ali pa odprt, tako kot sem videl pri Perotu, imaš odprt, pa sam pumpaš. Ale moram jaz reči. Nekaj se čuje. Ajde, imam pogledati zdajle. Tukaj, če se to je kaj premika. Ok, zdajle sem vse skupaj pospravil. Tlej sem dal gor pokrovček, tole sem zategnil, dal tole gumico, plus še damo tale final touch. Spet, ok. In zdaj bomo preverili. Čeprav se vrti, dela. Se pravi, bremza dela. Evo. Sej, ko gledaš, ne, čist nič ni kriv disk. Če verjameš v bajke, prav vidiš ga, kako levo desno šeta. Ampak jebi ga, to je kar imamo. Za zdaj bomo to dali, pol časoma, ko bomo sestavili. Če bo res moteče, pa če bomo najdel, bomo dejansko kupili nov disk. Sam vem, da spreden disk je 300 evrov. Ta zadnji, ne vem koliko je ta, pa ni toliko drag, ampak vsem. Zdaj, da se jaz lotam malo tele sprednje bremze. Tukaj imaš tak cilinder, ta je zdaj nov, ta ima nova tesnila. Namažeš z mastjo, da drži, če ne beži. Takole. Zdaj tega sem noter. Zdaj s čem? S šrafe cigarem, da vse spraskam. Takole. Vidiš? To je zdaj skrb. Pa to tukaj štela še, veš. Ok, zdaj pa tukaj ta stikav, kateri ne verjamem, da je original. Zakaj ne verjamem? Ker mi je ful je ozaka, veš. Ful je ozak. Če že imamo tole zdaj v roki, pa smo sestavili, bomo dejansko dali na to bom zdaj sam toliko provizorično dal gor. Glej to, stari, težko se vrti pa. Se pravi, treba navoj popraviti. Glej to, kar zablokirajo, glej to. Pa to je neverjetno, pa čist noben navoj ni let, stari. Ne morem, ampak glej, ni novo, tu pa tam bo imel znake, kakšna star šrauf, ono, jebi ga. Zdaj, če bi se jaz lotil, da bi to res bilo original, bi porabil par let, pa ful denarja. Za koga? Tudi takrat kot mulc, ko sem bil 19, nisem imel sploh originalne. Sploh vedel nisem, kva je to originalno. Ampak važno je, da je dokaj lep, da je cel, da ni rjast, da ni se pravi umazan, šmerast, pa to, pa da je vse lepo podmazan, pa tiste stvari, ki so ključne, kakšni ležaji, pa to, da so celi, novi, da se to lepo obrača in to je to. Veš, tu pa tam, če ima kakšno hibo, to je pa pedigre, stari, letnik 90. To, da se vidi, da je to v bistvu, ima zgodovino za sabo. Bojne rane. 9. marec, evo ga nedelja je lep vreme, je sončen, zdaj bom probal usposobiti sprednjo bremzo. Prvo, kar bom dal gor, bom dal rezervarček. Pravi, prije tole tako. No, zdaj bom pa ta šrauf od tega. Tukaj je fiksna matica, tako kot je pa originalcevi. Malo je fin navoj, pa ga je malo težko zadeti. Ba je tole ful težko prezračati to bremzo,
Pa ko sem kupil ta motor, dejansko bremza ni delovala. Ga bom potegnil. Zdaj se ga tukaj počez. Takole. Veš, kaj je matica ta gibljiva, se dejansko da zategniti. Ok, zdaj mi nekaj ni bilo jasno, zakva je ta cel bila toliko skupaj, pa sem gotov, da moram tole ročko bolj tja dati. Preveč sem jih imel narazen. Ok, zdaj bomo tega privili. Potem bomo počasi začeli s pumpanjem. Kakor sem rekel, je tole kar, tale sistem je zajeban za prezračevanje. Če ne grem, moraš uporabiti vakuum pumpo, ki sem jo kupil, ampak ne vem, kje je. Ali pa dati dol, pa kontra obrniti. Samo smo mi preveč pritegniti. Ta cevka je malo predolga. Ok, zdaj mi pa zaželi sreča. Tole bo zdaj, bomo videli, a bo 5 minut, ali bo pa jeba stari moj, pa bo spet se vse skupaj zakompliciral. Evo ga, tole sem kupil že nekaj časa, najdel sem kar hiter. In tole je dejansko vakuum pumpa. Če tukaj pritisneš, pogledaš, pumpaš, naredi vakuum, ne. In tukaj noter daje odvečna tekočina. Zdaj bomo probali, s tem nisem nikoli delal, tako da tole bo prvič potestno. In seveda bi bilo boljše, če bi bila 2 človeka tle, ampak ker ni. In vlečem. Ker je vraga. Slabo ga vučeš, jar moj. Po vseh znanstvenih metodah bi tole moglo zdaj delati kitek. Ništa. Bom probalo, dok ne vem, kaj se zgodi. Ok, metoda z vakuum pumpo ni obrestovala. Se pravi, zdaj baje obstaja še ena fura z injekcijo, da se baje pumpa, se pravi, se forsira od spod zgor. Bom prvo tako probil. Boš kurac probil, jebe, čip, šip. Joj. Ok, po nekem času zajebavanja sem se odločil, da dam to dol in da uporabim malo drugače, da tole dvignem, pa da probam zdaj na tak način, ne. Zdaj vmes tukaj med ploščice moram nekaj dati, da mi preveč ne stisne. Štofen tiger. Mislim, ključ. To je zdaj novi način, katerega jaz delam, jaz to nikoli prej nisem delal tako. Sploh nisem vedel, da obstaja. To jebem ti mater, ti jebem to. Dobro, da ni na peltni strani. Pička ti materna. Zdaj to zaprem, ne čuv, kjer razlike. Zdaj to sfukal ves lak stole. Zdaj bomo probali spet kontra. Ali bomo odprl. Ok, situacija je taka, karkoli sem naredil, ni mi ratal. Sem rekel, da pokličem Spasota, da vidimo, 2 glavi, več vejo. Pa če bomo lahko skupaj, ker tudi, ker sta 2 in lahko drži, in lahko bolj pritiska, lahko poizkušaš marsikaj, tako da čakam zdaj Spasota, da prije, pa da vidimo, kaj bomo skupaj lahko naredili. Je pa tole znano, da je ful težko prezračati. Jure ga ni mogel prezračati, je kupil novo tisto ročko, eno iz AliExpressa za 10 €, pa je rekel, da je takoj. Pa še en iz Anglije mi je tudi rekel, da je ful težko, da moraš neki kontra sam gled. Bomo videli. Tako, Spaso je v letu. Da Spaso men, zdaj pokažu ko. Zdaj pa to, moram to odpreti ali zato? Hvala bilo. Halo. Moja Katja. Halo. Ok, Spaso, kva sem ugotovila? Da nas jebe ola guma. Spravi, mi so nekako to naredila, vse so lepo. Ni da ni. In je dela. Prezračila sma. Vse. Vse. Sem pa se ugotovila, da tukaj je spuščal, tukaj prije tesnilo. Imam neki set kitajskih tesnil, ki je tam malo večja. Jaz sem zdaj ne vemo, je to dot 4 ali ni dot 4. A vi kaj veste, je to dot 4 ali ni to dot 4? Odporno. Tako da jutri grem po tukaj vdihto po gubice, da bi se stavil. Ampak
Upam, da bo pol dihtal, ker videla so vse naredila. A veš, vse so naredila, sam jebemo mater, pa je pa spuščala. Ampak jaz, ker sem prej pritisku, no, sem slišal neki, se ko jeba mater, ni vam. Mehno ala guma si bo. Ja. Dobro, nima veze, lej. To je to. Jutro nadaljujemo, vse priješ jutro, če našlo. Ja. Hajde. 10.3. Evo ga, bil sem že v dihti, bil sem že v Eurotonu, kupil sem si nov ole, zavorno, kupil sem končno brake cleaner, pa v dihti sem kupil 2 mehna tesnila. Se dejansko imam tukaj vrečkico iz temuja, sam ne vem, a je Dodge 4 kompatibilno ali ne. Sem čez noč pustil eno, pa se ni nič napihala, tako da mogoče je boljše, ampak sem rekel, da moš pustiti 24 ur. Tako da sem kar eno tesnilo zmeril, pa vrgel noter in bomo videli jutri, če se je kaj napihnil. Če se ni napihnil, pa so tale kul, če se pa napihnil, pa je po kurcu, ker mora biti res posebna. Zdaj bom tole zmontiral noter v čeljust, pa probil to vse skup zdaj napoln z novim oljem, pa da vidimo, če bo zdaj vakuum pumpa delovala, ker vmes ni, ker včeraj sva s Pasičem res vse probavala. Nisem snemal nič, ker glej, nisem mi dal pa preveč živcev pa tega. Tako da zdaj bom jaz tole zdaj probil narediti, pa da vidimo, če bo kaj boljše. Evo ga, končno sem dobil paket od Angleža, kateri mi je poslal neki delov za mojo džilerco. Je potoval kar nekaj časa, 10 dni. Tako da vidimo, kva sem dobil zdaj končno. Mi je šel kar na roko. Je kar dobro zavil vse skup, vidim. Joj, kako je on tu se potrudil. Pa da vidimo, kva smo kaj dobili. Drugačen model prodaja po eBayu. Stvari za džilere, pa to ima kar dela, je fan. Dari moj, on je tu zavil orang. No to. Nema zajebancije. Tole naj bi bil, kot vem, bat. Naročil sem nov bat, oziroma neka stara zaloga, enega je celo imel gor v Angliji. Naj bi bila tudi prava mera. Tako da, izpodjatu si ga pa zavil, tega celo vakumiranje. To naj bi bil nov bat. Nov bat. Stari moj. Ga je pa zavil čisti overkill. On že ve. Tukaj not imam še določene dele. Evo ga. Ne moreš verjeti C. Evo, MXR. Sej bata ne bi rabil menjati, ker ta je še vedno cool. Malo ima rajse, vidiš tole. Vidiš, malo ima rajse, ne vem kva je s tem. Zakva utripa. Ja, bomo tako šli. Malo ima rajse, le. Veš. Prav, to je novi bat, novi stari bat. Veš. Novi stari bat. Ta bi še vedno bil dober. Ne jebi. Mislim, da sem ga dal 80 € za njega. MXR. Zadnji. Tega več ni da dobiti. APTS. Firma po moje druga. Ja, ne vem. Vidiš. Pa smo dobili bat. Sorniček. Evo ga. Novi lepi sorniček. Razlika je. Veš. Sprav sornik. Pa seveda kar se tiče batnih obročkov, pa mislim, da bom dal stare, ker so še vedno dobri. To je to. To je to, se mi zdi.
Ok, kaj sem še dobil? Pokrov za baterijo. Gumico proti vodi pri sprednjem hladilniku. Takle mali čepek, ki pride pod jajima. Tam je falil. Potem taki čepki Gilera. Pa tele gumice za podtank. Tole pa je toliko mehko. To je pa takči gumi. To sploh ne imajo. Je tako original, očitno je tako original. Lepljivo, pa smo dobili še, da vidimo. Tole moram biti pa pazljiv. Tole, ja, to sem čakal. Tole je pa nova pena. Nova pena za okoli števcov. Tole je super. Nova pena. Lej, batni obročki, hudo. Evo, nova pena okoli števcov. Pa batni obročki, si res še nove batni obročke sem dobil. Mislil, da nisem, ampak sem. Pa še vse mi je poslal. Je pa toliko lepo zavil. Sem čisti overkill, če me vprašam, ampak ok. Batni obročki. Vidimo razlika med temi pa temi. Te so novi. Te so bolj svetleče, viš. So malo manj. Prav batne obročke sem dobil. Yes! Thank you very much, Richard Powell from Great Britain. A se z njim naj bi šel na Škotsko. Ker jaz zdaj planiram, da grem z Vespo na Škotsko maja, pa junija. In se ostavim pri njemu, on je na jugu Velike Britanije, pogreva skupaj. To so plani, bomo videli še kaj bo. Ok, super, to vam zdaj pospravil, pa gremo naprej na bremze. Pravi, zdaj bom tole sestavil. Da stoji tam. Da se ne premikati, se pravi, tole je tesnilo iz dihte. Treba dati skupaj, veš, se to ujame. Ok, zdaj sem to skupaj povezal. To sem vse skupaj povezal. Sploh ne teče, iz tu, ki sem not ne teče. To je neverjetno stvar. To je neverjetno, jaz ne vem, kakšen so to sistem naredili, ali tole je katastrofa. Katastrofa. Pa jebem ti mater v pičku. Jebem mater. Takoj pade. Sploh ga ne dihtaš. A kam se ti premikaš? Sploh ni vakuum. Jebe. To govno od bremze, stari, ni šans. Iz tega sem ne gre. Karkoli delaš, ne teče. In zdaj ga jaz ročno dajem in potem potiskam s cilindrčkom. To je neverjetno. Jaz
jaz ne vem, kakšne so to bremze, to je katastrofa. Ok, to je pa ena zelo velika bolečina. Voda, olje, odklopljeno, nič. Nov cilindrček noter, nov feder, zamenil 2 batka, ne jebe 5 postov, ni šans, ne šmergla. 12.3. folk, evo ga, Dino je spet nazaj v delavnici. Tokrat sem se odločil, da bom uporabil drugo ročko, ker z uno ročko nisem uspel prezračati. Po sem to testiral na benču, sem videl, da poriva olje, una ni porivala olje, ampak vseeno, ratal mi je prezračati. Ročka tale dela. Sem si rekel, da jo bom stestiral, preden jo bom dal pobarvati, ker vidite, da je originalne barve, ampak veš, koliko mi je odlegal. Tole zdaj dela, ker sem razmišljal, da bi moral dejansko kupiti novo, drugačno, ne originalno, ampak zdaj mi je odlegal, ročka dela in mi je odlegal. Sem pa ugotovil eno stvar, da tukaj pri temu prezračevalnem šraufu sem premalo otegoval, ko sem prezračeval, ker zdaj sem se tudi kar mučil. Sem pritiskal zihrane 20 minut pa nič, pa sem pa videl, da bom še malo bolj in sem šel 2 obrata ven in pa sem videl, da je bilo zraka not tok, da glava peče. Se pravi, kaj sem se zdaj naučil? Da moraš res vijak odviti, ne samo malo. Zakaj? Ker noter v eno kuglico izgleda ta kuglica ne odstop dovolj in ne pusti zraku ven. Tako da, toliko sem happy, da ste videli, skakal sem od veselja. Nisem tole snemal, ker sem ni dal. Sem pa razdrl tudi zadnjo bremzo, ker tisto gumico, ki sem dal, ker sem kupil v AliExpressu, ni dobra, v novem mestu EBR guma, katera ni odporna na vročino. Moram dati EPDM gumo, katera je odporna na vročino in dot. Spredi sem zamenil, se pravi, sem dal od dihte eno tako gumico, sem mi dal EPDM in dihta, čeprav mi je izgledala taka mehta. Sem pa kupil 2 in sem mislil, da bi porabil še za zadnjo, ampak zadnja ima večjo luknjo, tako da imam večjo dihteno. Tako da, to je to. Zdaj vem, da tole dela, bom dal dol za štrihanje. Bom pa še enkrat probal staro uno, da vidim, če bo una delala.